izpredsedne referentke Alenke Duhar, ki je za objavo pripravila spomine Angele Rode, članice komunistične partije, ki so jo izkušali, pa zato ni zvedela in potem po vojni doživela prijateljski odnos naveznica svojih tovarišev. Ali lahko kratki ostanem? Lahko. Hvala lepa. A se sliši brez mikrofonov, jaz sem jasen, tudi ni pomagati tega. Torej, hvala za življenje in univerzo. Jaz bom naredila lepo krug od svojega kolega in šla v prve čase socializma, v zgodnji socializem, v pozni. Zavedam se, da bi bilo malo opredeliti, naslovno, ampak bo to koliko se bolj jasno. Tako da kar imedija sresa, začela bom s Brdavsom. Takole gre eno staro poročilo. Svetek politizira svojo včerko in zetom in pravi, da oni govorijo, kakor da bi bili Rusi, kakor da bi bilo Rusi v vojni z Angleži. Res je, sovraštvo do Angležev je značilno za naše komuniste. Lubej piše dnevnik, kakor da je v vojni z Anglijo. Kaj bo, če se Brdaus ne ukroti. Brdaus se bo v Hrvaškem podnega lahko v odmoru različiti. Slovenca dva tega. Torej, to je bil citat iz dnevnika jeseni 1944, pisanega v Partizanih. Dr. Makso Šluder je bil pravnik, partizan, sodelavc tako imenovanega znanstvenega inštituta na Kočevskem rogu in takrat še ni bil komunist in je s precejšnjo grozo in odporom opazil, da je odnos do anglo-američanov, kot se je takrat govorilo, do Zahoda nasploh, med komunisti izrazito sovražen. To njegovo opažanje je bilo točno, potrjuje ga cela vrsta spominov, poročil, izjav Angležev in Američanov, ki so delovali, bili na obisku kratkem prolazu pri Partizanih in ki so to animoziteto občutili na lastni koži. Torej, medtem ko je večina ljudi, govorimo o začetku in poteku druge svetovne vojne, medtem ko večina ljudi z občudovanjem spremljala, kako se Angleži borijo proti Nemcem, potem ko so Nemci v prijateljski družbi Sovjeti začeli drugo svetovno vojno, so komunisti ostajali pri leninski liniji in ta se zelo razločno vidi v proglasu, ki je bil objavljen maja 1941, za vojno in za okupacijo je kriv imperializem, nosilec in izvor imperialističnih vojn, morilec nedolžnih otrok in žena, imperializem, rušilec kulture, imperializem, najbrutalnejša razvojna stopnja kapitalizma in tako naprej. To je bilo v nasprotju z vsemi evidentnimi dejstvi o izbruhu in poteku druge svetovne vojne in zavezništev, napisano na podlagi Leninovega dela, ki je še preden sta vzniknila fašizem in nacionalni socializem. Partizanska vojska je bila torej formalno zaveznica Angležo-Američanov in zahodnih držav, potem, ko je to postala Sovjetska zveza. Toda komunisti, ki so jo vodili, so bili ideološki nasprotniki svojih trenutnih vojaških zaveznikov. Po Stalinovem pokazu so po leti 1941, po napadu na Sovjetsko zvezo,
se je Tito posvetoval, se je Jugoslovanska partija posvetovala sovjetsko in dobila navodila, ki so se glasila. Poudarjati moramo zavezništvo Sovjetske zveze, Anglije in Amerike, tudi zadnji dve državi moramo poudarjati kot zaveznici, tudi znotraj države moramo znotraj trabanti in agenti ravnati kot skrapci okupatorjev in narodnimi sovražniki, ki onemogočajo narodno-osvobodilni boj. Zato so partizani v celoti izvajali stalno linijo, vsaj glavne teze, predvsem za vsako ceno preprečiti invazijo zaveznikov na jugoslovansko ozemlje in čim bolj omejiti njihov vpliv. Ta politika je bila nekaj časa pretežno verbalna in abstraktna. S prihodom zahodnih misij, opazovalcev, pomoči, z uvedbo prometa med posameznimi letališči in Južno Italijo in seveda s priznanjem partizanskega gibanja, pa se je ta politika zelo zaostrila in se je izrazila v vrsti zelo konkretnih ukrepov. Od vrha so politkomisarjem in partizanskim celicam podvalo ustrezne smernice in direktive, ki jih je bilo treba širiti. Vsi stiki z Anglo-Američani so bili nadzorovani in če se je dalo prepovedani ali vsaj negativno ocenjeni. In posebej strogo so se izvajali na tako imenovanih osvobojenih ozemljih, v Bosni, v Hrvaškem, v Sloveniji, na teh centrih, kjer so partizani začeli ustanoviti svoje režime. Tisti ljudje, ki so imeli s temi Anglo-Američani, zahodnjaki, službene zveze, so bili posebej preverjeni pod stalno kontrolo, tudi ves promet na letališčih, ko ljudi kot prtljago je kontrolirala Ozna, delila dovolilnice in vsaka naklonjenost do Anglo-Američanov se je v glavnem maščevala. V svojni čas je torej v partizanih potekal slalom med osvajanjem Anglo-Američanov, osvajanjem v pomenu zapeljevanja in vzdržanjem pravilnega, to je vsaj rezerviranega, če že ne odbojnega in sovražnega odnosa. Ta dvojna igra, ki je bila res makiavelistična, je bila zelo vešče speljana in je pripeljala do pomembnih priznanj, do ogromne količine pomoči med partizansko vojsko in zavezniki. Ko pa je bilo glavno doseženo, torej po pogovorih v Kaserki, po oblikovanju skupne vlade, Tito Šibašič, so ti zadržki, ki so bili dokaj tihi, do izražanja pomislekov o Anglo-Američanih močno popustili. V Jugoslaviji delujoči zahodni zavezniki so to občutili kot pri dodatnih omejitvah gibanja, kontrolah, šikaniranih in tako naprej. Nekateri so tudi dobiti. In mnogi domačini pa so preprosto ugotovili, da so se v nekaterih temeljnih premisah zmotili. Tako recimo je konec letja 1944 se znašla pri partizanih Alma Karlin, ki je dotlej živela v veri, da nekako zadošča, če je človek antinacist in anglofil. Ona je v sebi mislila, da se je skozi vso vojno zelo dobro držala. Huda zmota. Če bi slutila, kako vsa črnomaljska klika sovraži zaveznike, bi nikoli ne poskusila pri knjigi iskati pot v svobodo, po kateri sem prepenela, je napisala pred Ostjo po vojni. Ko je poskusila stopiti v stik z angleško misijo, ki je bila par kilometrov naprej,
so ji brez okolišenja povedali, da za kaj takega te lahko ustrelijo. Tehnost tega zavarina se dobro vpliva na usodi primorskih padalcev, ki jih je polovica tako končala svoje življenje, pa seveda v mnogih drugih usodah. Ozna, ki je bila ustanovljena maja 1944, se je seveda veliko ukvarjala z iskanjem dejanskih in umišljenih sodelavcev okupatorja, belogardistov, glavogardistov in tako dalje. Vendar se je ukvarjala tudi z drugačnimi kategorijami ljudi. Delala je sezname tujcev, na tujem rojenih in s tujimi, prekomorcev, kontrolirancev, po različnih kriterijih, nezanesljivih ljudi, razrednih sovražnikov, tudi sezname ljudi, ki znajo angleško. Na osnovi govorjenem ozemlju v Beli krajini so bili narejeni natančni seznami ljudi, ki znajo angleško, kot potencialnih sovražnikov, seveda, upoštevši s podatki, kje je bilo znanje angleščine pridobljeno. No, recimo eno vinjeto za ilustracijo, kako je to, kar bom imela nastajanje železne zavese, začelo nastajati. Jeseni 1944 je partizanski pevski zbor, ki je deloval pri vrhovnem štabu, to se pravi v glavnem v Bosni, na Hrvaškem in Dalmaciji, je Jugoslavno Južno Italijo. Malo za propagando, malo za razvedrilo ranjencev in beguncev, malo pa tudi zato, da so si sami pevci opomogali. Njihovo petje je tam zbudilo pozornost, celo pri nekaterih članih zavezniškega orkestra, ki je tam delal in ga je vodil znameniti Sir John Barbirolli. In tako je pevovodja Oskar Damon, ki je zadnja bila nekaj reklame njegova kolegica, Ravno Židinja, dobil povabilo, da bi dirigiral eno simfonijo. Damon, ki je že 5-letni stal pred orkestrom in videl partiture, je bil vzblažen, je začel vaditi in kad ni bilo instrumentov, so nekateri njegovi prijatelji peli melodijo. Ko je nenadoma prišel ukaz, da ne sme dirigirati. Damon tega ni hotel in se je odprl in je prišel še postrejši dokaz, da bo degradiran, da mu bo ta osebnost trgovine politike z imperialisti ne sodelujemo. Damon se je uklonil, naredil se je bolnega in ni dirigiral imperialističnemu orkestru. To je torej nekaj ključnih pojavnih oblik bodoče železne zavese. Ne gre še in ne samo za utrjeno mejo, kjer je za prehod treba cel niz dovoljen, ampak gre za to najprej, v prvi fazi, da je cela vrsta potez vsakdanjega življenja, ki so bile dotlej popolnoma samoumevne, začnejo veljati za sporne, storitve in od preproste gostoljubnosti in ljubnosti do običajne, v težkih časih ljubne menjalne trgovine in barantanja, prenašanja pošte in vodic samopomoči in naprej. Primer bi lahko navedla vrsto karakteristik iz tega časa ljudi, od ljudeh, ki so pomagali partizanom, ki pa so bili dani na seznam nezanesljivih, ker so pač imeli tudi stike z antiameričani, ali so, ne vem, bili verni, še za nameček verni in tako naprej. Jaz sem se posebej ukvarjal z eno Anico Sintar iz Toplic, pa z nekim fotografom partizanskim, ki so ga aprila 1945 aretirali in na dolgo razločevali, predvsem natančno o tem, odkot poznam mreže, ki jih je slikal v Toplicah in zakaj je na hrbtu ene fotografije naslov tega pa tega in tako naprej.
Skratka, v disidenco med nasprotnike so bili v samem začetku potisnjeni ljudje, ne da bi pravzaprav naredili kaj kaznivega ali disidentskega, ali uporniškega. Oblast je izrazito zaostrila kriterije, po katerih je človek še veljal za poštenega, neoporečnega in čisteglednega. Mimogrede, tukaj lahko razločimo eno bistveno razliko med recimo Francijo in Jugoslavijo in povojno obnovo. Mislim, obnovo tudi v duhovnem, moralnem smislu. De Gaulle ni sektašen. De Gaulle je rekel la France in potem so bili vsi francozi. Vsi smo premagali naciste, vsi bomo skupaj gradili novo državo, ene par ljudi, ki jih je treba spraviti v zapor, kar smo pa vsi la France. V Jugoslaviji je bil proces bistveno, torej popolnoma nasprotno. Druga Jugoslavija, vsa skupna Evropa, je imela torej v samem idejnem temelju ugrajeno izrazito ksenofobijo. Ker kako hitro globalni konc so ta podstana proti-angleško-ameriška, proti-zahodna čustva udarila na dan in tisto izhodišče iz maja 1941, da je kapitalizem in imperializem največji sovražnik človeštva, je zdaj se odkrito izrazil v hudem nasprotovanju do vsega zahodnega. Tu pokličem na pomoč karikaturo, ki je bila objavljena spomladi 1948, to je urednica prva stran Pavliče, na kateri svet je razpadel na dve polovici, ki ju deli rdeča žica. Desno od rdeče žice je vzhodna Evropa, recimo Jugoslavija, kjer je življenje svetlo, urejeno, kjer se voli, grejo volitve v redu, s pesmijo na ustih, drug za drugim, medtem ko je leva polovica, na levi polovici je Italija, kjer je kaotično, agresivno, obupano, policija, mlati ljudi in tako dalje in tako dalje. Anglo-Američani in zlasti pa Američani so bili označeni za fašiste in fašistoidne, torej izgubil so to zavezniško antinacistično reolo, celo spodaj je Heil Truman, celo pisala, tisk je gotica, skratka, Hitler je poražen, ampak njegovi dediči živijo na zahodnem svetu dalje. Tudi ta karikatura, kjer ni levo-desno, svetlo razporejena, je ločnica zgoraj in znole, zgoraj je svet socializma, tiste zgradbe se gradijo in nad njimi kraljuje ptič, torej dolob, simbol miru. Spodaj so same ruševine, to je zahod, tukaj kraljuje ofucana vrana, okrokar, ali kar že je, skratka, militantni ptični svet agresije, vojnega hujskaštva. Ta karikatura je bila izdelana, da bi spremljala eno konferenco zunanjih ministrov vzhodne Evrope, ki je bila posvečena miru. Malo zatem je pa bil tudi en znamenit kongres intelektualcev za mir, kjer je imela Jugoslavija tudi vodilno vlogo.
Zunanji ministri so se sestali junija, medtem ko je bil kongres intelektualcev avgusta v Slavonu. Torej, na tej ločnici med dobrim in zlom so se meje zaprle in utrdile, okrožile z mogočnim pasom prepovedanega teritorija, izhod iz države postal bistveno težji in tako naprej, moram nehati, Torej, samo na kratko, z letom 50 približno se začne to bistveno spreminjati, ker Jugoslavija skoraj propade, bankrotira in se obrne na pomoč zahodnim državam in jo tudi dobi v mogočnih količinah. Vendar ostane cela vrsta paradoksov, ki kljub temu, da nenadoma vsi začnejo se učiti angleščino in da se začne na kulturni vpliv Anglije in Amerike in Zahoda in Francije zelo močan. Cela vrsta stvari ostaja tabu. Anglofilstvo se še zmeri kaznuje, če že ne sodno, pa s policijskimi metodami, ampak teh paradoksov, ki so imenitni, zahtevajo anekdotičen pristop, vam nimam časa predstavljati. Hvala za pozornost.